Poslušate nasvete na zelenem svetu. Z nami je Miša Pušenjak z Kmetijsko-gozdarskega zavoda Maribor. Miša Pušenjak, pozdravljeni. Pozdravljen. Ja, čas je, ko sadimo solate, mogoče za setve je že malo prepozno, ampak izbira sort za spomladanske setve in sajenje sadik je kar pomembna naloga za vsakega vrtičkarja. Katere mehkolistne in pa krhkolistne sorte solate seveda sejemo in sadimo v tem spomladanskem času? Ja, no, za solate ni nikoli prepozno, ne, v bistvu solate lahko sejemo praktično, oziroma ne, lahko bi naj sejali praktično celo poletje, verjetno zadnje setve so sicer zimske, no, ampak zadnja setev še celo nekje sredi avgusta letnih solat bo še čisto v redu pridelek dala. Je pa res, da je ravno pri solatah mogoče daleč najbolj pomembno, da poznamo tudi sorte, ne samo nekje tip solate. Zdaj, ko si vprašal, ali izbira mehkolistna ali krhkolistna, to je stvar okusa. Je pa res, da tisti, ki imajo radi mehkolistne solate, naj sejejo zdaj, pa potem ponovno v jeseni, ker mehkolistne solate po večini v poletnih mesecih ne bojo dobro naredile, oziroma bodo šle v cvet. Se pravi, kdor ima rad mehkolistne solate, naj se jih zdaj privošči, je še čas za setev, ni še prepozno. Res pa je, da nekje do sredine aprila, mogoče maksimalno do konca, torej do sredine aprila bi rekla, sejemo samo mehkolistne solate, da potem ne pridejo v dolg dan, ker one v dolgem dnevu dejansko cvetijo. Tako da vse sorte mehkolistne, sicer pri nas neke velike izbire, ker Slovenci nismo znani ljubitelji mehkolistnih solat, nimamo majsko kraljico, imamo atrakcijo. Jaz bi mogoče celo predlagala, da se kar obe dve naenkrat posejete, zato ker je atrakcija kakšen teden dni poznejša od majske kraljice, kar pomeni, da z eno sečjo, se pravi z enim opravilom v enem dnevu, v bistvu podaljšamo nekje čas dozorevanja, vse za en teden, 10 dni. Potem imamo še eno tako sorto, ki ni ne mehkolistna, pa ne krhkolistna, vsi, ki me poznajo, se vedno delajo z norca, ker jo imam jaz tako rada, to je ameriška rjavka. To je listnata solata, to ni glavnata solata, njen list je po v bistvu nekje med mehkim in med krhkim listom. Meni je všeč zato, ker nam da v bistvu vse, nam da rdečo, pa nam da zeleno solato. Skratka, tam, kjer se liste dotaknejo sončni žarki, tam so rdeči, tam, kjer pa ne so pa beli, zeleni. Ne? In tako mi tako rozeto narežemo, imamo v bistvu in zelene in rdeče barve skledo, tako lepo pisano skledo dobimo. To so mehkolistne, recimo za ameriško rjavko vred sorte za spomlad. Drugače pa med krhkolistnimi, ki pa seveda Slovenci daleč najbolj obožujejo, pa je zagotovo tista taka kraljica spomladi še vedno braziljanka. Drugače pa lahko sejemo tudi majsko kraljico, tudi ledo, tudi bistro, recimo, mogoče za tiste malo bolj radovedne. Bistra je novejša slovenska sorta, izhaja nekje iz Kozjanskega, je pa ta sorta sicer kot prezimna, se nekje deklarira, ampak ona v bistvu razen z najbolj vročem poletju praktično dela celo leto, ne. Jo lahko sejemo celo leto, edino pri bistri bi pa res opozorila, da ne mara gnojenja. Če bistro sadimo na preveč pognojeno gredico, ne bo v redu naredila. Potem, to so tele stare, klasične sorte, pa jaz mislim, da nad ljubljansko ledenko oziroma ledo, ne verjamem, da je še kjera sorta, da imamo kjero rajši od te sorte. Drugače pa glede na to, da je letošnja pomlad pravzaprav se začela izredno vroče, pa tudi zdaj že celo suho, da ne vemo, kako se bo to vreme nadaljevalo. Bi tudi priporočala tele rozetaste solate v gentila tipu, temu rečemo, skratka, to so krhkolistne solate, ki ne naredijo glav, ampak samo rozeto. Predvsem kupujemo sadike, lahko kar nekaj različnih sort dobimo, vse so v redu, predvsem zato so meni v redu. Meni v trgovini, recimo se ne bi v trgovini nikoli kupila, zato ker je lahko trgovec ima 14 dni, 3 tedne na policiji, trgava liste, malo porosi in nihče ne bo vedel, da gre to za staro sorto. Skratka, zadeva lahko se kar dolgo hrani, ampak to pravzaprav ni bistvo solate. Bistvo solate je, da jemo čim bolj svežo, pravi direktno vrezano, ampak njena prednost na vrtu pa je v tem, da lahko urežemo v katerikoli fazi. Od rozete, spravi tudi kot berivka je pravzaprav najboljša, zato ker naredi take močne čvrste rozete, kar pomeni, da nekajkrat vrežemo, pa imamo skledo solate, to je že njena velika prednost, pa potem ves čas pravzaprav ona polni to rozeto. Ne? Tudi ko ima 20 dek, je že kar nekaj za odrezati, tudi pol kasneje seveda naredi lahko tudi do kile. In ves čas pravzaprav, ko vidimo, da nam pobegne v cvet, nam pobega v cvetju, pravzaprav še vedno režemo in jemo, kar je pri krhkolistih oziroma pri glavnatih solatah, to ni, ne. Solata, če nam glavne ne naredi glavnata, potem v bistvu imamo 10-15 listov, pa nič več.
več, ne. In je to zelo primerna solata pravzaprav za celo za celo leto in spomladi zdaj, ko jo lahko zmoti mraz in potem v poletni vročini, ko jo lahko zmoti vročina, jo lahko sejemo in sadimo. Tako da se meni zdi ta sorta, seme dobimo sorte gentilina, drugače pa sadike pri vrtnarjih pa dobimo tudi različnih drugih sort, se mi zdijo zelo primerne, ravno zato, ker pravzaprav tudi, če pobegne v cvetje, še lahko porežemo in od nje nekaj imamo. Super. No, solate in druge vrtnine je najbolje saditi s pomočjo vrvice in metrov, vsaj jaz tako delam. Mogoče čisto v enem stavku, kakšna je tista primerna sadilna razdalja za solato? Ja, jaz bom tako rekla, absolutno, ker to ni Slovenija pravzaprav navada, priporočam sajenje v vrste. Tudi setve, ne. Slovenci predvsem setve zelo radi dela kar na povprek. Skratka, zakaj ne? Sicer pol mi da vsak prav, ko mu to povem, ampak kljub temu in pa zelo težko prepričam ljudi, da se to tako dela. Gre za to, da če mi sejemo kakorkoli že v vrste, dosti lažje obvladamo plevele. Tudi rastline imajo več časa za razvoj, skratka, če sejemo na povprek, se nam potem ponekod, ko ga jih je preveč, zelo hitro že pretegnejo. Skratka, ja, to je tisto, ko se rekel z vrvico, ne, v vrste saditi. Kar se pa tiče razdalje, pa tako, vsaj 30, ne 30, jaz vedno priporočam, skratka 30 cm med rastlinami, pa 30 med vrstami. To je že tista najmanjša možna razdalja, ki še nekako zagotavlja zračnost. Gre pa za to, če imamo nasad zračen, potem tudi ne bo bolan. Čeprav bi jaz rekla, da recimo s to tisto gentilino, ko sem jo omenila, bi že skoraj mogli med vrstami, se pravi med dvema vrstama narediti 40 cm, v vrsti pa še vedno lahko na 30, pa še nekaj priporočam ljudem, posebej tam, kjer sadijo sadike, pa se konec konca tudi, če sejemo direktno, pa potem rečemo, da sadimo na tako imenovani trikotnik, se pravi, da sta dve vrsti izmenično, da v naslednji vrsti pride naslednja solata med dvema v prejšnji vrsti, tako da pride en takšen trikotnik, s tem mi lahko to razdalje zelo skrajšamo in je v bistvu tudi 30 na 30 zadosti, ne. Sploh pa za mehkolistne solate je to sigurno zadosti, ne vem za kakšne krhkolistne, kot so tele rozetaste gentiline, tu pa bi bilo priporočljivo vse 40 cm med vrstami. Pa v rastlinjaku tudi povečamo ta prostor, ker v rastlinjaku zraste rastline dosti bolj bujno. No, med solato ostane veliko praznega prostora, vsaj v tem začetnem času in običajno ob njej najde prostor seveda tista priljubljena redkvica. Kaj pa še lahko stisnemo med vrstice solate oziroma kam solato v vrtu v tem času lahko še stisnemo, porinemo, če se lahko tako izrazim? No, zdaj tako je, solata je v bistvu dobro, pravzaprav med vsemi vrtninami najboljša soseda, skratka ima zelo malo sovražnikov, pravzaprav je en taki, bom rekla, neprijatelj, samo peteršilj, vse ostale rastline, skoraj zelo veliko so pravi prijatelji, druge pa neutralne. Ja, najpogosteje sploh spomladi izkoristimo tisti prostor med vrstami za setev redkvice, ker zraste dovolj hitro, preden solata zaprosti ta prostor, pokrije ta prostor in s tem imamo hitreje gredo zemljo pokrito, to je pa posoj spomladi zelo pomembno, ne. Drugače jo lahko vsadimo pol izmenično za korenčkom, pa mogoče potem, ko solato porežemo, ker vemo, da korenje traja dalj časa, pa v tiste vrste posadimo por, namreč por potem poskrijemo med korenje za jesen. To so taki najbolj klasični. Poleti pa solato skrivamo zagotovo nekje ob visoki žob, vemo, da solata ne mara poletne vročine in ne pride prav senca. Potem v maju, ko sadimo paradižnik pa papriko, pa dejansko za solato izkoristimo tisti prostor, tudi paradižnikove sadike, papriko mora biti kar precej daleč narazen, pa so v začetku še zelo majhne in je med temi rastlinami zelo veliko prostora za solato in zakaj ga ne bi na tak način izkoristili. Pa še potem, ko se že začnejo bolj vroči junijski dnevi, je že ta paradižnik toliko velik, da da solati tisto potrebno senco. To so takšni najbolj klasični sosedje, se pravi redkvica, tudi rukola je lahko namesto redkvice in pa paradižnik ter paprika potem kasneje. Drugače pa se pravi, lahko izmenično vrste s korenčkom, to se mi tudi zdi uporabno, ampak to pa pomeni izmenično, se pravi 30 cm med vrsto korenčka in med vrsto solate in tako naprej, ne. In potem namesto korenja, takrat namesto solate pol med korenje posadimo por kasneje. Miša Pušenjak, vaši nasveti so zelo koristni in uporabni. Vas prav lepo pozdravljam. Dragi poslušalci, če se vam naši nasveti všeč, vas vabimo tudi, da se prijavite na naše novice, ki jih najdete na spletni strani Zeleni svet. Obiščete pa nas tudi na Facebooku in Twitterju.